Pozdravljeni vsi skupaj na letošnji drugi izvedbi Alp Gran Fondo. Lani sem imel ob tem času konstantno probleme s predrtimi zračnicami, zdaj, ko sem to porihtal, izgleda, da so se problemi prevesili v drugo smer. No, na srečo ni bilo nič hujšega, tukaj je vožnja potekala še z avtomobilom, tako da hitrosti niso bile previsoke in na srečo sem se lahko kmalu prebil v ospredje pelotona. Dirka se je uradno začela v Stahovici pri odcepu za gondolo na Veliko planino. Trasa Alp mi je res zelo všeč, še posebej zdaj, ko je v obratni smeri in se začne s klancem, kjer se skupina nekoliko razreči. Tempo se od štarta začel stopnjevati vse do tega ovinka, kjer se teren malo bolj dvigne in je sledil res močen napad. Na srečo sem bil zelo dobro pozicioniran, tako da sem lahko potegnil zadaj, sledilo je nekaj minut res ostrega tempa, potem pa se je ponovno vse umirilo. Ta dan sem se počutil res odlično in brez večjih težav sem lahko sledil relativno hitremu tempu proti vrhu Črnivca. Če se spomnite, sem 2 vikenda nazaj tam storil usodno napako in izgubil stik s skupino spredaj. Tokrat sem bil odločen, da te napake ne ponovim in da malo bolj pošprintam ven iz ovinkov, če bo potrebno. Vseeno se nekoliko bolje počutim, če sem zadnji v skupini, ker imam občutek, da imam malo več manevrskega prostora, zato se načeloma raje pomikam proti repu skupine. Slabost tega je sicer to, da ne morem nič narediti, če se spredaj pojavijo kakšne luknje. Dajmo pogledati, kako mi je šel ta spust. Kot ste videli, mi je šel tokratni izpust nekoliko bolje kot zadnjič, sicer smo proti koncu ponovno nekoliko izgubili stik s ospredjem, a smo s par močnimi menjavami že do Gornjega Grada ulovili prve. Na moje začudenje se je tempo tukaj totalno ustavil, verjetno podobno kot na Franji je bila skupina prevelika in nihče ni imel zares želje vleči. Sem pa tja je bil kakšen poskus pobega, kjer se je tempo nekoliko dvignil, a smo jih vedno polovili in nadaljevali po Savinjski dolini. Do luč se nas je nabrala že res velika skupina, ocenjujem, da nas je bilo nekje med 20 in 40 kolesarjev. Sam sem se poskušal držati nekoliko bolj spredaj in varčevati z energijo, kolikor se je to pač dalo. Kmalu smo bili pri Logarski dolini in začel se je glavni vzpon dneva, vzpon na Pavličevo sedlo. Po pričakovanjih je sledil močen napad v spredju, sam sem še kolebal s kakšnim tempom naj grem naprej, nato sem se nekako odločil, da bom sledil tej drugi skupini. Ker sem se po nekaj minutah počutil še vedno precej v redu, sem še nekoliko dodal in nadaljeval z narekovanjem tempa proti vrhu. Ne vem, zakaj se mi vzpon iz te strani vedno zelo vleče. Že od tistega vodnega izvira na drugem ovinku dalje imam občutek, kot da sem že tik pod vrhom, a vrha seveda ni niti na spregled. Nekje na zadnji tretjini sem se zelo razveselil navijačev, ki so med nas delili tudi vodo, saj je bil res izredno vroč dan.
Kmalu smo dosegli mejni prehod in ker sem imel še približno pol bidona vode, sem se odločil, da bom vodo raje dotankal na Jezerskem, saj nisem želel vleči še en dodaten kilogram v naslednji klanec. Mislim, da nisem bil edini takšnega mnenja, saj se ni tukaj skoraj nihče ustavil. Sledilo je še nekaj hribovitega terena po avstrijski strani, dokler se pred nami ne odpre čudovit pogled proti Skuti in ostalim kamniško-savinjskim vrhovom. Sledil je spust po dokaj razsuti cesti, po pričakovanju smo se tukaj nekoliko razbili. Sam sem se spuščal kar v redu, proti koncu sem ujel vida in sklenil, da mu bom poskušal slediti proti Jezerskemu vrhu. Tukaj sem se počutil že kar na meji, saj je vid narekoval močen tempo, a nekako mi je uspelo priključiti, odmisliti bolečino in nadaljevati. Poti smo nabrali še nekaj kolesarjev in sledilo je glavno vprašanje, ali se bo kdo ustavil na vrhu ali ne. Na mojo srečo smo se večinoma ustavili, uspel sem dotočiti še en bidon ter popiti nekaj iz mize, saj je bil res topel dan. Sledil je spust do Jezerskega, kjer smo se še nekoliko polovili in spravili v skupino 4. Skupaj smo nadaljevali proti preddvoru v kar dobrem tempu. Ponovno sem tako tempiral menjave, da sem bil spredaj na Makedamu, tako da smo ga prečkali brez večjih težav. No, vsaj meni se je tako zdelo. Nekje na poti smo pobrali še 2, tako da nas je bilo na koncu kar 6 v skupini. Se mi zdi, da je optimalna velikost skupine tam med 4 in 8. Če jih je več, se potem kolesarji začnemo malo preveč gledati in noben zares noče vleči. Če jih je manj, je pa težko dajati res močne menjave, saj si kar naprej spredaj. No, kot že rečeno, s hitrim tempom smo nadaljevali nazaj proti Kamniku.
Zadnjič mi je nekdo predlagal aplikacijo Eat My Ride, s pomočjo katere sem si tokrat načrtal prehranjevalni plan za tekmo in se ga uspel kar v redu držati. Posledica tega je bila, da sem se še vedno počutil izredno močno, kar sem opazil tudi med menjavami, saj se mi je zdelo, da bi zmogel voziti še kakšen vat več. Začel sem razmišljati, kaj naj naredim na koncu za tistih zadnjih 200 metrov po kockah. Nekako sem se nagibal k temu, da bom pač spustil in se samo lepo in varno pripeljal do cilja, saj nisem bil ravno prepričan v moje sposobnosti ostati na kolesu med šprintom po kockah. Ko smo vozili v Kamnik, sem bil na 3. poziciji, spredaj je bil Vid, ki se po koncu menjave ni odmaknil do konca nazaj. Prišle so kocke in naenkrat sem se znašel na 2. poziciji. Saj še sam ne vem, kako sem imel takšno srečo. Vid je začel šprintati in pognal sem se za njim. Tresenje me začuda niti ni tako motilo, kot sem mislil, mogoče zaradi višje hitrosti ali adrenalina, in ko sem že mislil, da mi je uspelo, me je tukaj po desni prehitel Andrej. Mislim, da sem malce prezgodaj popustil, ker se mi je zdelo, da ni nikogar več za menoj, čeprav moram priznati, da sem izredno zadovoljen, kako mi je uspel zaključek, saj kot rečeno, prvotno sploh nisem imel namena šprintati. Cilj smo tako prečkali super časom 3 ure 36, skupno sem zasedel 12. mesto, v kategoriji pa kar drugo. Odlično, si nisem mislil, da mi bo šlo tako dobro, res sem imel dober dan, v katerem se je vse poklopilo. Dobro sem spal, pravilno prehranjevanje med dirko, nekaj sreče sem imel s skupinami in na koncu res super rezultat. Forma se mi še vedno dviguje in to ravno pred vrhuncem sezone, ki bi moral priti 20. julija na L'Etapu v Franciji. No, sedaj so se plani nekoliko spremenili, več o tem pa v naslednjem videu. Se vidimo! Drugo mesto, second place, slovenski junak Jani Bizjak.